Zdaj pa k pogledu, ki od vseh udeležencev zahteva kar veliko pozornosti. Ko se kolesar, motorist ali pa morda celo kdo na skiroju pelje mimo v vrsti parkiranih avtomobilov, mora biti zelo pozoren, kajti zgodi se lahko marsikaj nepredvidljivega. In tudi tisti, ki izstopa avtomobila, mora biti pozoren, kdo gre mimo. Niso pa vzvratna ogledala tista, ki vam bodo vedno povedala, kaj oziroma kdaj prileti mimo. Bližje, kot se peljemo parkiranim avtomobilom, bolj nevarno je. Pogleda z tistim v avtu pa ne iščemo samo v vzvratnem ogledalu. Pozorni moramo biti tudi na zadaj sedeče, če ima avto zatemnjena stekla, ne vemo, ali kdo notri sedi. Če vidimo, da recimo telefonira, zagotovo ni pozoren na nas. Pozornost nikoli ni odveč. Tisti, ki gleda v tla nekam čez ramo pod pazduho, ima že neke čudne, mogoče čudno samo vedenje ali pa tudi s tem kontaktom ali pa nekontaktom veliko pomeni. Tisti, ki ste zelo dobro spremljali prejšnji prispevek, niste opazili samo enega starega avtomobila, ampak ste opazili tole Toyota Prius. To je čisto prva Toyota Prius, prvi hibrid, ki je zapeljal na slovenske ceste iz prve generacije Priusa. Prius pomeni tudi v latinščini prvi, nekaj, česar prej še ni bilo. In Prius je recimo za hibride to, kar so leviske za kavbojke ali pa all-starke za znamko športnih copat. Prius je tudi, ko dela na električni pogon, tako tih, da bo celo tišji od vaše zobne ščetke. In pa seveda ne vem, zakaj bi vam razlagal kaj več o Priusu, če vam lahko Miha pove iz prve roke, saj je vozil na testu že tisto prvo Toyota Prius, tistega prvega hibrida, ki je točno ta. No, prav ta konkretni Prius mene vežejo taki posebni nostalgični občutki. Pred njim sem seveda vozil okrog 300-400 testnih avtomobilov, ampak ta je bil prvi tak testni avtomobil, ki je bil nekaj posebnega, nekaj, kot bi se zdel, da je iz nekega drugega planeta. In ena od posebnosti, ki mi je ostala v zanimivem spominu, je tudi tale prestavna ročka. Od takrat naprej sem seveda vozil tudi vse druge Priuse. Na kratko jih lahko opišem tako. Prvi je prišel in razburkal avtomobilsko javnost. Drugi je v svoje vrste nabral ogromno armado zvezdnikov, ki so mu bili privrženi. Pri tretjem smo končno dobili občutek, da res končno lahko nadomesti družinski avtomobil. In četrti je nastal takrat, ko je Toyota že imela celotno modelsko paleto hibridizirano. In zato je Priusu spet namenila posebno vlogo v svoji modelski paleti, vlogo cukrčka. Na začetku se je baterija še skrivala v prtljažniku in z eno stopničko je to pomenilo, da ste imeli malo manj prostora le tam. No, zdaj z novo generacijo je baterija pomaknjena pod zadnje sedeže in s tem te težave ni več. Mene kot uporabnika pa najbolj zanima, glede na to, da je avto star več kot 20 let, da ima več kot 200 000 kilometrov. Kako je samo baterijo? Je še prva? Je še prva. Je še prva. Lahko rečem, da so sanje vsake baterije, da se naseli v hibridno vozilo, kajti tukaj se nikoli do konca ne sprazni, nikoli ne prenapolni in kadar je v stiski, pomaga bencinski motor. Zato tako dolga življenjska doba. Dostikrat baterija celo preživi vozilo. V Yellowstonskemu narodnemu parku uporabljajo to za statični hranilnik sončne energije. Ko avto odsluži, baterija služi naprej. Odlično. Poznate v praksi koga, ki bi naredil že več kot vi, recimo več kot 200 000? Seveda, taksisti prevozijo več in tam približno pri 500 000 kilometrov lahko začnejo razmišljati o novi bateriji. Pa novem avtomobilu. Produkt oziroma model je tako dober, kot ga za svojega vzamejo influencerji. In ne boste verjeli, prvega Priusa je vozil že Leonardo DiCaprio, ki je rekel, da to, da ga vozi, pomeni, da dela korak v pravo smer. No, kmalu so sledile še mnoge hollywoodske zvezde, med njimi Demi Moore, Tom Hanks in pa recimo tudi Harrison Ford, pa še mnogi drugi. No, zdaj se zdi, kot da Prius
influencerjev sploh ne potrebuje več. Raziskave so sicer z ameriškega trga in pravijo, da je odstotek lojalnosti kupcev, pa verjamem, da to velja tudi za drugod po svetu, vsaj pri tem modelu zelo velik.